Spoštovani prisotni, lepo vas pozdravljam v imenu celotne ekipe Svetovnega kongresa industrijske konoplje. Sem Majda Robič, vodja strokovne delovne skupine, ki je z vladnimi in nevladnimi organizacijami podala strokovne predloge Ministrstvu za kmetijstvo in strankam za celovito spremembo zakonodaje na področju konoplje Republike Slovenije in vam kot direktor projekta Svetovnega kongresa konoplje World Hemp Congress želim danes spregovoriti o pomenu inovacij konoplje v gospodarstvu. Seveda na navezavo prehranske inovacije iz konoplje. Danes prihajamo v državni svet večinoma strokovnjaki iz področja konoplje, kjer imamo velike težave v proizvodnji sami in na tržišču. Prihajamo iz njiv, kjer smo kmetje, ki pridelujemo konopljo še vedno neupravičeno pod strogimi kontrolami. Prihajamo iz številnih mednarodnih projektov, kjer danes še vedno nismo enakovredni razvoju konopljenih produktov z našimi evropskimi in svetovnimi partnerji in še bi lahko naštevala. Naši tuji vlagatelji svoj interes zaradi naše neusklajene in prestroge zakonodaje vrhunske projekte usmerjajo drugam, davke za proizvode konoplje pa žal plačujemo v tujini, kjer tudi moramo predelovati določene dele konoplje. In kjer proizvajamo tudi slovenske konopljine produkte, proizvajamo konopljo za farmacijo in medicinske namene, žal za Slovenijo le sintetični približek učinka konoplje. Zakonodaja Republike Slovenije dovoljuje pridelavo in predelavo industrijske konoplje za medicino in farmacijo, a žal še vedno ne zmoremo strokovno pripraviti zgolj pravilnikov, ki bi odprla vrhunsko tržno nišo razvoja, pridelave, predelave in tržišča konopljenih naravnih produktov za najtežje sodobne bolezni, ki danes v veliki meri še neozdravljive, a so številni naši inovatorji uspeli dokazati, da konoplja to zmore in ozdravi. Številni slovenski vrhunski strokovnjaki na področju razvoja vrhunskih konopljenih proizvodov žal danes živijo v tujini, da bi lahko razvijali neprecenljive proizvode, ne samo že prej omenjeni farmaciji, ampak tudi na področju drugih tehnoloških produktov. Tako večinoma teh inovacij ostaja v tujini, kjer prinašajo tudi enormne gospodarske donose. V Sloveniji smo zagnali projekt World Hemp Congress, Svetovni kongres industrijske konoplje, ker predstavljamo tudi Global Hemp Innovation, globalne inovacije iz konoplje, kjer se vsako leto ponašajo s predstavitvijo vse večjega števila vrhunskih prehranskih in tehnoloških inovacij konoplje v globalnem smislu, še vedno pa žal ne moremo pridobiti državne finančne podpore, da bi inovacije konoplje lahko podprli in jih plasirali v slovensko in globalno gospodarstvo. Prav tako je večina naših prijav za črpanje financ v Republiki Sloveniji kljub enormnemu razvojnemu potencialu ostala celo neobdelana. Predvsem zaradi stigmatizacije celotne palete vrhunskih zdravilnih ekoloških 100% razgradljivih produktov. Za primerjavo naj tu omenim ZDA, ki je 60 milijonov pobranih samo davkov po prvem letu legalizacije konoplje dokazala, da se lahko tudi zelo na hitro napolni državna blagajna. Tu lahko tudi prištejemo vsaj toliko stroškov za sodišča in zapore, katere morajo prestajati naši kolegi, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini zaradi industrijske konoplje. World Hemp Congress, strokovna delovna skupina, ki je sodelovala tudi pri strokovni pripravi danes že veljavnega pravilnika, je ministru Židanu že podala tudi predloge za dopolnitve pravilnika o pridelavi maka in konoplje tudi za farmacevtske in medicinske namene in smo zbrali tudi strokovnjake iz teh delovnih področij, se pa zavedamo, da je to postopek, ki zahteva vzpostavitev celotnega sistema, ne samo kontrole pridelav, tržišča, ampak kvalitete surovine konoplje, ki bo zadovoljevala visoke kriterije za farmacijo in medicino, da bi tako najbolj rizični skupini
katero predstavljajo težko oboleli ljudje, ponudili kontrolirano vrhunsko kakovost naravnih produktov konoplje in ne sintetičnih nadomestkov, na kar je po sili razmer zaenkrat pristala v svetovnem pomenu le Slovenija in mislim, da samo še ena država v svetu ima nekaj podobnega na legalni listi. Sloveniji se neutrudno še vedno oklepamo evropske sortne liste za setev konoplje, ki določa 0,20 THC v rastlini sami, ki pa velja zgolj za subvencioniranje in v prehranskih predpisih. Ne moremo pa tega enačiti z nepsihogenimi sortami za tehnološke namene, ki so kvalitetnejše in močnejše po svoji strukturi ter vsebujejo nekajkrat večjo vsebnost, na primer celuloze, kot jo vsebujejo sorte evropske liste, ki so primerne zgolj za prehrano, po večini pa so tudi sorte, ki so neprilagojene za našo klimatsko področje. Tako tukaj priporočam, da se tudi kaj hitro zamisli Državni svet nad tem, da bi spostavili sortno listo, ki je primerna za tehnološke predelave, pa tudi, če je malo višji THC. Veseli smo, da je država izkazala izredno kooperativnost že pri prvem koraku osvobajanja slovenske panoge konoplje in enoglasno podprla prehranske produkte konoplje, kar ne pomeni samo enormne tržne niše, ampak tudi bogat doprinos k ekološkim pristopom k kmetijstvu in razvoju neprecenljivih zdravih prehranskih produktov ter zdravju za nas samih in našega okolja, kar skozi tudi drugih možnih 70 000 inovacij konoplja tudi predstavlja. Inovacije same prinašajo v gospodarstvu ne samo svež nabor novih produktov, ampak tudi močan finančni potencial kot gospodarstvu, tako državi sami. Globalni trg se na tem področju konoplje šele odpira. Tu vidimo v razvoju velike priložnosti in možnosti milijonskih vlaganj v slovensko gospodarstvo, vkolikor bomo sprostili konopljo za medicino in farmacijo in dovolili setve in pridelav sort konoplje za višjo vsebnostjo THC tudi za tehnološke namene. Tako Državni svet naprošamo, da maksimalno podpre razvoj inovacij, novih tehnologij in postavitve izvedbenih linij ter promocijo tržišča in razvoja gospodarski panogi konopljarstva. Ker je konoplja socialna rastlina, primerna za vse vrste podjetniških oblik, smo pri nas preko Evropskega socialnega projekta v kmetijstvu pod nazivom Razvoj socialnih tržnih produktov v agroživilstvu, katerega financira Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, razvili socialno podjetništvo, socialne inovacije, nenazadnje pa tudi sistem za pridelavo in predelavo konoplje za večje odkupne sisteme. Tako, da imamo tukaj v Evropi kar zelo močno prednost. Takih projektov, ki podpirajo kolektivni razvoj in razvoj posameznikov, si želimo še več, saj so temelj za postavitev celotnega povezanega sistema od semena do produkta do potrošnika. World Hemp Kongres prinaša v Slovenijo in na globalnem področju, kamor predvajamo v živo naš kongres in predavanja, v dobre razvojne in gospodarske prakse iz celega sveta in jih želi tudi uresničevati. World Hemp Kongres bomo vsem naštetim, kljub vsem naštetim preprekam, tudi letos priredili zgolj na volonterski bazi, s predavatelji iz celega sveta, ki so slovensko prireditev ponosno podprli, iz najvidnejših svetovnih inštitucij konoplje, iz slovenskih ekip, ter tudi s sodelujočimi 80 državami, ki se vključujejo v prenos in ogled tega dogodka. Vsem strokovnjakom, pa tudi političnim ekipam, ki omogočajo napredek globalnega konopljarstva, naj se na tem mestu tudi iskreno zahvalim v imenu celotne ekipe in vas pozovem, da soustvarjamo in osvobajamo področje konoplje še naprej, tako povezani in tako neutrudno.
Naša delovna ekipa, soorganizatorji današnje konference, je z namenom, da proslavi prvi slovenski korak proti regulaciji celotnega področja konoplje in zakonodaje na tem področju, hkrati pa predstavi vrhunske lastnosti prehranske konoplje skupaj s tekmovalci globalnih prehranskih inovacij konoplje, ki danes sedijo tudi med nami in vas čakajo v preddverju, smo pripravili konopljin prigrizek slovenskega porekla in vas tako skupaj vljudno vabimo v preddverje Državnega zbora, da preizkusite in ocenite dosežke svojega glasovanja v prvi delovni fazi. Hvala lepa in vljudno vabljeni